Lep pozdrav iz Trbovelj, mesta akrobatov, kjer se med mladimi podjetniki rojevajo ideje, kako uspeti v podjetniškem svetu. Eden od takih, ki je uspel kot podjetnik, ki mu je uspel podjetniški preboj, je naš nocojšnji gost, ki je začel kot učitelj, potem je prodajal sesalce, zdaj pa ga Slovenija pozna potem, da upravlja in vodi Postojnsko jamo, ki je pod njegovim vodstvom doživela pravo renesanso, človeška ribica pa je postala svetoven fenomen. Predjamski grad, kulisa za filme, in to je tudi razlog, da svetovno znani igralci, podjetniki, vplivneži prihajajo v Slovenijo. Naš gost je Marjan Batagel. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste prišli. Enako tudi vam. Zdaj malo ljudi ve, da ste v bistvu vi začeli kot učitelj geografije, če se ne motim, 2 leti v Postojni na gozdarski šoli, potem pa v podjetniške vode. Kako se je zgodil ta prelom? Ja, v življenju je veliko nepredvidljivih stvari. Jaz sem pravzaprav na tej gozdarski šoli cel faks bil čez vikend nočni receptor, tako da tam sem doštudiral geografijo in etnologijo. In potem, ko so me spoznali, so me povabili, sicer po izobrazbi sem bolj regionalni geograf kot učitelj, so me povabili k profesuri. Veselil sem se tega, to sta bile 2 nepozabni leti z večjimi izkušnjami. Najprej sem se znašel v tej zbornici na kolegijih. To je bil zame šok, kako so podcenjujoče govorili o dijakih. Teh dijakov sem jaz spoznal, ker sem bil nočni receptor z njimi. To so bili prekrasni fante iz ruralnih okolij, navajeni trgega dela, v osnovi zelo pošteni, pač malo navihani, tako kot vsi ostali. V zbornici se je pa govorilo o mulcih, vse so bili samo dijaki, ne. Potem sem rekel, da to se mi ne zdi prav, da moramo biti spoštljivi. To bodo oni nekoč inženirji, tehniki, pač oni bodo to družbo soustvarjali. Na njem je mentor tako potrepljal po rami, je rekel, le Marjan, tudi jaz sem tako mislil, ker sem sem prišel, ampak po 2 letih se ne boš nič več sekiral. Meni je to ostalo tako močno v spominu, da ko je prihajal tisti 1. september, po 2 letih me žena vprašala, oziroma takrat punca še, a ti ne greš danes v službo? Sem rekel, ne. Rekla, zakaj pa ne? Sem rekel, konec šolskega leta sem dal odpoved. Ker takrat bilo 2 leti in nisem hotel otopeti, tako kot so otopeli vsi tisti v zbornici in so šel pač na eno pot. Ampak kaj je bila potem? So bili ti sesalci že takoj prva stvar, ki ste se jo lotili, ne? Ker vmes ste imeli vseeno 2 meseca časa, ne? Za razmišljanje in to, da poveste ženi, da ste šli v podjetniške vode. So bili takoj sesalci ali je bilo kaj drugega najprej? Ma ne, to je bilo tako, je treba povedati, kako se je to začelo. Pač tam smo se družili, nasproti je bila ena trgovina, tam so bili vsi moji prijatelji in oni so meni skozi razlagali, kako je ta trgovina težka, pa to, ampak jaz sem videl, da oni vse skupaj samo preprodajo. No in med drugim so oni preprodajali tudi sesalnike od Liva. Liv Postojna je bil proizvajalec in pač takrat sem marže, taka marža, sindikat, to, a sem rekel, to je trgovino. Ja, to je trgovino, to je ful dober biznis. Ok, in potem, ko sem pač bil brez službe, brez vsega, sem že aprila sicer naredil 46. podjetje v Sloveniji, v Brežici. Kapital, ki sem ga vložil, je bil en star telefon, pa ena stara omara. Tako se je vse skupaj začelo. No in potem sem tudi jaz prodal te sesalce po sindikatih. Ampak hudič je bil to, ko so me kar naprej gospe sprašvali, kako bo z vrečkami, kje bomo kupovali vrečke, in jaz sem teh vrečk že sanjal. Vse se je vrtelo samo okrog vrečk. In potem sem začel razmišljati, zakaj pa ne bi naredili en sesalnik, ki pa ne bi imel vrečk. In potem sem se spomnil enega reka italijanskega, dopo la tempesta, l'aria je serena, se pravi, po nevihti je zrak čist.
In se res, voda je pa edini neporozen material. Kaj pa, če bi mi prah lovili v vodo? Kaj, če bi ta dež začeli nekje ustvarjati kot nek filter? In to je bila tako ena moja skica. In potem sem rekel, kdo bi to meni naredil? Jaz približno vem, kaj hoče narediti, ampak kdo v meni naredil? No, smo šli v Keln, na domotehniko. To je bil včasih največji sejem gospodinjske opreme. In te proizvajalci so nas bolj tako nekam pošiljali stran, da kaj s tistim papirjem hodimo. No, enemu pa se je zdela ideja zanimiva in to je bil Gizovat. Validijo soci in rekel, da kaj mislim s tem. Pa sem rekel, tako, če bi ustvarjali dež v sesalniku, pač res se pod tlak ustvarja noter, ampak to bi mogli vi razvijati, potem bi bila to ful dobra stvar, ker ne bi potrebovali vrečk. No, ta razvoj je potekal veliko let. Šlo vse narobe, najprej bom to povedal, zato ker neprestano nam je vodo vleklo previsoko, preblizu motorja. No, potem, ko je on rekel, da ne bo več vlagal denarja v to, ker je bilo res veliko milijonov lir vloženega, se je zgodilo na tistem enih zadnjih briefingov, da je bil separator, ta notranji del posode takole na mizi in nam je po nesreči padel na tla in se je odlomil spodnji del. No, potem smo poklicali tehnika, da zamenja spodnji del. On ga je prinesel nov separator, mi vstavimo noter, začnemo snemati, nastavimo parametre, da bomo videli, kaj bi lahko še popravili. Eno takrat naprej je on čudežno delo. Noben ni vedel, zakaj dela. Šele potem, po 1 uri, smo ugotovili, da ta tehnik je spodnji disk narobe obrnil, pusto eno režo okrog 1,5 milimetra, to je izenačevalo pritisk in ta disk smo mi imeli skozi obrnjen. In od takrat je v bistvu ta era vodnih sesalnikov, potem so se kopije pojavile, potem je bilo veliko tega, ampak to je bila tista era. Kako dolgo je trajala? Dolgo. 99 je bil on nekako pripravljen za trg. Mi smo 10 let ga neprestano razvijali. Zakaj se je pa ta zgodba končala? Mi smo čisto na koncu s Philipsom razvijali še UV lučko. Ta UV lučka bi lahko še bakterije ubivala, se pravi, imeli bi, že tako smo 99,999 filtrirali, treba pa še bakterije pobirali, no, ampak potem je lastnik umrl. Sinovi so bili pa totalno nesposobni. In potem smo mi takrat prodali patentne pravice, ker patent je bil vedno od Gizovata in smo imeli pa patentne pravice, takrat smo to prodali in šli v nepremičnine. In kako je bilo potem z nepremičninami? Ma super, zato ker... Katerega leta so bile potem nepremičnine? Nepremičnine so, moja poslovna pot je sicer malo hecna, na 10 let vse skupaj zamenjam. Če sem prvih 10 let, bom rekel, se nekako ukvarjal s sesalniki, in se drugih 10 let ukvarjal z nepremičninami in potem tudi 10-letno obdobje pri Postojnski jami sem že zaključil. Sem pa še zmeraj pri Postojnski jami, tako da to izgleda, bo kar doživljenjska ljubezen ostala. Nepremičnine smo pa mi že prej kupovali. To pa iz enega malo smešnega ali pa načelnega stališča. Nas so takrat največjo konkurenco predstavljale kitajske kopije. Notar distributeri, ki so distribuirali te sesalnike, so dali 5 let garancije. To je bilo nemogoče, da bi oni imeli tako kvalitetne komponente ugrajene, in pumpe, in motorje. Ni šans, vedel sem, da to ne bo šlo, ampak in sem rekel, te Kitajci nas bodo čisto požrli. Sem rekel, jaz ne bom niti enega kosa kitajskega ugradil, to je tudi lastnik se strinjal, ali bomo prodali kvaliteto, ali pa se tega ne bomo šli. No in iz te upornosti, ko je šla Postojnska jama v stečaj, se je prodajalo Proteus, moteli, hotel jama, vse. In takrat sem jaz gledal, koliko je to cena in sem zračunal, da je povprečen kvadraten meter 1 marko. Pa sem rekel, kako je lahko 1 kvadraten meter zemlje 1 marko. Če tukaj pridejo Kitajci, nas bodo vse pokupili. Sem rekel, potem boš, da mi to kupamo.
In tako smo mi kupovali precej nepremičnin in nismo bili še nepremičninarji. Res pa je, da smo pripravljali zeleni biser, to stanovanjsko sosesko, prostorsko zakonodajo pa vse, da bomo enkrat gradili. No in ravno ta dogodek, ki se je zgodil s smrtjo lastnika, nas je brsilo, da smo v te nepremičnine šli zelo hitro. Šli smo, bom rekel, kapitalsko zelo močni, ker smo imeli veliko denarja iz teh sesalnikov. Gradili smo z lastnimi sredstvi in potem se je pa zgodilo leto 2008, kriza. Mi 200 stanovanj končujemo sredi največje krize. Jaz sem rekel, da bomo pa mi to kaj prodali. Ja, zato, ker nismo pa hoteli are pobirati pa nič, da ne bi imeli neko obvezo do ljudi. Ampak kaj se je zgodilo? Ljudje so kupovali. In mi na začetku sploh nismo vedeli, zakaj kupujejo. Kupovali so pa zaradi tega, ker vsi ostali investitorji, ki so gradili stanovanja, so imeli hipotekarna jamstva ali od bank ali od ne vem koga. Naše nepremičnine so bile pa bremen proste. In takrat je ljudem največ pomenilo, da če si ti kupil, da si postal tudi lastnik. Potem smo mi to ful hitro prodali, ta stanovanja, imeli smo pa tudi en poslovni model izjemno zanimiv. Kakšen? Najem s kasnejšim odkupom. Se pravi, tisti, ki si stanovanja ni mogel prvoščiti takoj, ali pa je bil kreditno nesposoben, smo mu mi dali možnost, da vse najemnine, ki jih je uplačal, se mu štejejo v kupnino, če bi se po 3 letih odločil, da odkupi stanovanje. In smo ta stanovanja razdelili na 3 dele, ene so bila za čisti najem, ene za najem s kasnejšim odkupom, ena pa za prodajo. In potem so nas tudi pri temu kopirali najem s kasnejšim odkupom, ampak nihče ga ni delal tako dobro kot mi. No in kaj je bilo potem? V 2 letih smo vse prodali, odpirali smo že nove nepremičninske projekte, no potem se je pa zgodil Istrabenz in prodaja takrat družbe Turizem Kras, ki je upravljala s Postojnsko jamo. V Postojni je to kar završalo, kdo pa bo kupil zdaj to jamo. Potem so že Italijani poročali, da je na prodaj, Kitajci, da bi spet kupili tole. No, potem smo se v Postojni dali skupaj, na gospodarski zbornici smo delali tako en konzorcij, da bi postali podjetniki, lastniki te Postojnske jame. So na koncu tako, ko je pa treba denar pokazati, pa teh ljudi ni bilo. Vi ste ostali sami? Sam sem ostal, jaz pa občina. Občina je najprej rekla, da bo bila 51% lastnica, prav sem rekel, jaz pa ne bom 49%, kupite vi vse skupaj, pa to jaz nimamo denarja, no pa sem rekel, pa jaz tukaj hočem biti vsaj 51%, no pa so pa rekli, se mi ga nimamo niti za 49% in so postali lastniki 25 in eno delnico, da imajo kvalificiran delež, kar se je v bistvu na začetku je bilo zelo težko, zato ker oni so si predstavljali, da bo ta jama tako, ko ena vreča brez dna, to je bila samo postrežna. To vsak, ki je nekaj hotel, šel k jami in me je ta jama mogla dati. To je bilo ogromno pritiskov iz lokalnega okolja, širše, kar naprej neke zahteve do tega. In ko smo mi to prerezali, ni bilo prijetno. To so bili pritiski še večji, ko ti nekaj odrežeš. Ker jaz sem rekel, nihče ne more imeti tukaj neupravičenih koristi. Če ti nekaj delaš, je v redu. Ampak recimo, ko ste dejali, ne, da so kar prišli pa hoteli denar, kaj? Ne, oni so kar rekli, te klobase boš kupoval, boš rekel, fino, cena ni konkurenčna, vsi se ne pogovarjamo o ceni, te klobase boš kupoval. Ja boš rekel, pa jih ne bom kupoval, karikiram na klobasi. Ampak, ko je bil, bom dal še pa resničen primer, sladkor, ki ga dobiš pri kavi. Preko pa so mi rekli, pa direktor, pa kaj se zdaj ukvarjate s tem sladkorjem? Ja pa zdaj rekel, pa zanima me, koliko je ta sladkor, kaj lahko to vem, to je vse na 3. decimalko. Dobro sem rekel, lahko vem, koliko je ta sladkor. Ta sladkor je bil 40-krat dražji od vseh ostalih sladkorjev, ki smo jih kupovali. In to je bilo, povsod je bila ta dobaviteljska veriga, to je bila tako prepletena, da si ne moreš misliti, da vse, kar si pogledal, vse je bilo narobe. Ampak res, popolnoma vse. Pa zakaj je ta Postojnska jama takrat, ko je bila pod Istrabenzom, se to tako preplačevala?
Kaj se enostavno vodstvo ni toliko zanimalo, ali je bilo to še iz socializma ta tradicija, da je pač Postojnska jama od države, od Postojnčanov oziroma in je zdaj v bistvu samo postrežno, vsi živimo od nje. Ne glede na to, ali delamo ali ne. Jaz kot domačin, jaz celo življenje živim v Postojni, no zdaj zadnje čase ne. Mi smo to Postojnsko jamo dejansko obravnavali kot 8. čudo sveta. Tudi knjiga, ki jih imamo, Čudesa sveta, v slovenščini noter, kaj bila, je list od Postojnske jame. To so ga v socializmu noter vtaknili dejansko, nikoli ni bila med 8 čudov sveta. Je bilo pa tako, da nobene krize ne preživela. To je bilo vse iz rok v usta. Vsaka sezona je bila dobra, akumulacija je bila zelo majhna. Zato, ker je bilo toliko teh prisklednikov. Ne bom govoril, kaj je bilo še vse v socializmu, ker vendarle tam se je stekalo najprej veliko gostov in pa veliko deviz. Interesi so bili različni. In ko je prišlo do osamosvojitve, takrat je jama, zelo treba je gledati ta socialistična podjetja, to zdaj pa vse, takrat je šla ona prvič v franže. In zato se je to premoženje prodajalo. No, potem je bil KD lastnik, veliko lastnikov se je zamenjalo, ampak noben ni prepoznal, kaj je v njej tako izjemnega. To je bila pač neka jama, na koncu je celo govorili luknja. Predstavljate si mene, geografa, kako me nekdo užali, da mi za mojo Postojnsko jamo reče, da je luknja. No in potem je prišel Istrabenz, vsi direktori, čisto vsi, pri njih veljajo, da ne smejo biti s Postojne. In so prihajali, so se z Bleda vozili, z Ljubljane so se vozili, ampak domačina nobenega. A vsi, ki so delali v Postojnski jami, so bili pa domačini. In to je bilo popolnoma razpuščena firma, prej bi rekel firma, ki so jo namenoma izčrpavalo, zaradi tega, da bi jo se na koncu izčrpalo in spet še enkrat prodalo. In prva na spisku Istrabenza, ko je prišel v težavo, je bila ravno ta Turizem Kras. Ni se niti Postojnska jama imenovala. Jaz to nisem mogel razumeti, kako nosijo ljudje uniforme. To se je imenovalo Turizem Kras? Turizem Kras se je imenovalo. So nosili uniforme, vodniki za Postojnsko jamo in gor je pisalo Turizem Kras. In to so bili ljudje zelo prizadeti. In jaz, ta prva stvar, ki sem naredil, ko sem prišel v Postojnski jami, je to, da sem zamenil vsem uniforma in družbo preimenoval v Postojnsko jamo. Na drugo, ki je bilo pa zelo revoltirano dejanje, je bilo pa to, da sem umaknil tank. Na našem parkirišču je bil en tank. In vsi, ki so prišli v Postojnsko jamo, so slikali tisti tank. Ma sem rekel, kaj ta tank tukaj dela? Ja, tank je z osamosvojitve. Ja, ma sem rekel, se ni več vojne, mi smo leta 2010, da pa ta je tukaj, no jaz nekaj ga bom pa umaknil. Ampak kam ta tank umakniti? In kaj se je s tem tankom narediti? Potem je bil cel cirkus, da smo dokazali, da ta tank ni naš in so ga potem odpeljali v park vojaške zgodovine o 5. zjutraj, da ja ni noben medij videl, da ni noben posnel. Mi smo posneli, imamo še zdaj posnetke, kako so ga nalagali. Tako da to so bile te stvari in Istrabenz je v bistvu bil slab gospodar, izjemno slab gospodar, ker jama je danes ista. Čist ista je, ona je enako lepa, kot je bila takrat. Samo gospodarni, hotel je propadal, restauracije, se pravzaprav nobene ni bilo, tam sam tisti čevapčiči so se prodajali, promenada je propadala, to je bilo tako grozno, da te srce boli. In pol, če danes pogledam nazaj, sem bil res mal nor, da sem se upal to iti. Ampak tako močno sem verjel. Jaz sem takrat zastavil vse svoje premoženje, vse osebne menice, hišo, avto, vse, kar sem imel, da tako močno sem verjel. Ampak recimo, koliko obiskovalcev je imela recimo Postojnska jama v času, ko je prevzemal Istrabenz, preden je šel v stečaj, pa koliko recimo zdaj? Preden je šel v stečaj, je imela 472 321 tistega leta. No, letos smo jih imeli 940 240. Največ jih je pa jama imela leta 88, 942 tisoč, pa mislim, da 178. Se pravi, da letos smo bili čisto blizu absolutnega rekorda, sam pri jami ne govorimo več o rekordih, tudi ne težimo več za rekorde, ker mislim, da smo dosegli
zgornji plafon in tudi za naslednje leto smo v poslovni načrt napisali, da bomo imeli enako število obiskovalcev. Se pravi, mi moramo zdaj več delati na predsezoni pa na posezoni, ker v sezoni enostavno jih niti ne želimo več imeti. Ampak če se greva še malo v preteklost, kako ste se potem vi lotili tega oživljanja in spremembe te Postojnske jame? Ne? Da najprej ste dejali, zamenjali ste ime firme v Postojnska jama. Kaj so bili potem še naslednji koraki? Ker dobavitelji, dobro, to razumem, potem ste presekali te dobaviteljske lovke, 40% dražje niste več kupovali. Kako ste pa pozicionirali pol tudi to jamo? Kultura. Vse se je začelo s kulturo. Kultura do gostov. Jaz sem imel zelo veliko težavo, ker sem kar nekaj časa razmišljal, kaj pa je naše poslanstvo pri Postojnski jami. Ok, vsi so videli neke karte, da prodamo, ampak kaj je naše poslanstvo? Kaj je tisto, kar bi jaz lahko vsakmu povedal, kaj mi delamo? In videl sem, da imajo ljudje težave, da niso znali niti presojati, kaj je prav, pa kaj ni prav, bili so malo zmedeni. In potem je prišla na misel en stavek, da naše poslanstvo bo, da delamo samo to, kar je dobro za jamo in gosta. Če to pomisliš, bo zmeraj vedel, kaj je v jami za narediti, če je to dobro za jamo in kaj je za gosta. Se pravi, do gosta moramo mi kulturo spremeniti. Jaz si danes upam zelo odkrito povedati, da daleč največji problem te jame je bil alkoholizem. Ko si ti bral takrat že socialna omrežja, kolikor jih je bilo, je pisalo, vodnik je zaudarjal po alkoholu. Vsi Postojnčani smo vedeli, za katerim kapnikom je viski, kje je džin, kako se pije. To so bili dejansko alkoholiki ljudje. Ko je bil Istrabenz, so imeli te teste, alkoteste, vsakih 14 dni, ampak nihče ne bil nikoli pijan. To je bilo čudno. Zato, ker so se te, ki so delili teste, toliko bali teh vodnikov, da je pihal zmeren tisti, ali je bil pripravnik tisti, ki ni nič pil. In bilo zmeren vse v redu. In jaz to prvo, kar sem povedal, da pri meni ne bo niti en pihal. Ker jaz sem domačin. In sem rekel, ampak vi ste pa alkoholiki, vi ste pijanci. Sem rekel, da kako se jaz z njimi to pogovarjam. Jaz sem rekel, bolj mi pa vi povejte, kako se reče človeku, ko preveč pije. Kaj imate kakšen drug izraz, jaz poznam ta, povejte mi. Sem rekel, vi uničujete sebe, svoje zdravje, svoje družine. In tako sem začel z enimi hodati na terapije, na zdravljenje. Potem sem tega istega človeka dal njim, ker so ga imeli tako radi. Sem rekel, no zdaj mi ga boste pa vi čuvali, da ne bo pil naprej. In tako je ta alkoholizem zginil. Če so mi mame takrat rekle, sem rekel, boš dala ti tvoja, bo prišla poleti malo dela dol k Postojnski jami. In je rekla, kaj, da boste navadili piti. Predstavljate si, koliko so te ljudje bili tudi agresivni, ker smo mi to temo odpirali. To ni bilo enostavno, te ljudje so se začeli počutiti ogroženi. Mi smo imeli 2 reprezentativna sindikata. Vsi te ljudje so sedeli v sindikatu. In če sem sklical sestanek ob 9 zjutraj, pa to je bilo noro 1 uro, ker oni sploh niso k sebi prišli. Ja, to je bilo res stanje, ki je bilo nevzdržno. Ampak ravno s to kulturo, poglejte, jaz sem zmeraj govoril v 3. osebi množine. To so rekli gostje. Gostje niso s tem zadovoljni. Nisem jaz govoril, da sem jaz nezadovoljen. Se to so vedeli vsi, to so vedeli tudi vsi ostali, ampak gostom to ne privoščamo, ne? In vedno smo se vračali na tega gosta in potem je to tako počasi zvodenelo. Kako sem bo rekel, da je v gostinstvu bilo več tega? Ni res, največ tega je bilo v jami. Ampak zakaj ste se pogovarjali s temi ljudmi? Zakaj recimo je bilo največ tega v jami? Verjetno je to bilo 100 let tradicija. Včasih se je kot ogled se je končal, ker je bil še dovoljeno točenje alkohola, vedno šilcem žganja. Italijani so vedno eno grapo spili, navadniki so pa spili z vsakim eno grapo. In potem je bilo teh grap zelo veliko in to se prenaša, in kada to objama, je to hudič. Potem, ko pa smo dobili zakon o varovanju jam, je pa prepovedal vnos hrane, pa pijače, ja, vodo lahko piješ, ja,
so pa delali to, da so pa nosili to pijačo s sabo. In kot domačini, normalno, da smo to vse vedeli. Pa če vemo, v kateri gostilni se zbirajo, vemo, kaj tam delajo, prigode se govorijo, to niso bili slabi ljudje. To so bili samo ljudje, ki jim bilo treba pomagati. In to je tisto, kar so meni priznali, niti enega nisem odpustil zaradi tega. Ker se neko pač tem človeku je treba pomagati. In potem, ko so se sami prijavljali eni za zdravljenje, veste, kakšen uspeh je to. In to je tisto, kar dobiš v eni firmi, da ti ljudje zaupajo, samo zato, ker vedo, da jim nič slabega nočeš. Ko smo nekaj, vsake se bojijo sprememb. Ampak če ti zaupajo, bodo vsaj s temi spremembami šli naprej. Če ti ne zaupajo, se bojo pa upirali. Glejte, vi ste Postojnsko jamo postavili na svetovni zemljevid, tudi s človeško ribico. Cel svet v bistvu zdaj spremlja razvoj jajčec, kdaj se pride na svet nova človeška ribica. Kako je prišlo zdaj do tega, da recimo, največji svetovni mediji od BBC-ja in tako naprej spremljajo razvoj te človeške ribice, predtem pa je bilo pojmovanje v Sloveniji, pa se to je samo jama. Recimo, jaz bi postavil retorično vprašanje bolj tako, zakaj se pa to ni že kdaj prej zgodilo? Se ta jama je ista, akvarij je bil isti, vse je bilo isto, ampak vendar se to ni zgodilo. Tukaj, da mi ne boste pripisovali prevelike zasluge za človeško ribico, bo prav, da povem, to je delo našega marketinga, predvsem izvršne direktorice, ona je res moja žena, ki je pustila dušo in srce in čas za te ribe. Ko smo mi prvič opazili v akvariju, da je ribica začela odlagati jajčeca, smo poklicali vse, Inštitut za raziskovanje krasa, vse, ki se nekaj spozna na to, in mi smo samo gledali, kaj oni delajo. Vse je šlo v franže, zato ker jajčeca so za ostale ribice najboljša hrana. To je vir beljakovin in ostale napadajo in ona, kolikor čuva, ne more tega učuvati in so ji pojedli jajčeca. Takrat sva se s Katjo zadala en cilj, če se nam to še kdaj zgodi, takrat bomo mi vzeli čisto vse v svoje roke. Nobenega ne bomo več klicali in že takrat smo mi zaposlili biologa. In smo čakali, 2 leti smo čakali. In čez 2 leti se je to zgodilo. Nikoli ne bom pozabil 27. aprila. Imel sem 39 vročine in rekla, samo tebi zaupam, ker smo mogli saliti. Ribica vedno odlaga jajčece na en kamen in tam spodaj ona čuva to. Ta kamen, to jajčeca stojijo kot na enih laskih. To je tako, da če samo voda malo zaniha, se ta jajčeca začnejo takole zibati. Mi sem mogel ta kamen prijeti skupaj z biologom, ki je šel z neopremom v akvarij, dvigant, za trenutek postaviti na zrak in prestaviti v eno vedro in prenesti v naš laboratorij. In ko prenašaš ti to, predstavljaj si, kad 2 nosata to, kako morate biti sinhronizirani, da ta voda navalovi noter. Ker smo se bali, da ne bodo vse popadale dol. No, se nekaj nam jih je tudi popadalo, ampak vse tiste smo rešili. Ker smo naredili potem en egorator, to je tako ena luknasta folija in na tistih luknastih foliji so se tudi izlegle te ribice. Vse smo to pridno snemali, zato ker to so bili prvi posnetki sploh izleganja človeške ribice. Vse mi govorimo, da 100 let živi. Kdo pa to ve, sem se spraševal. Kjera je tista, ki je 100 let stara? 90, 80, 70, 60 je dolgo žival, ampak kako mi upamo 100 let reči, da živi? No in od tistega trenutka, ko smo mi začeli to snemati, vedeti pa moramo, da Attenborough, to je, verjetno ste za njega že slišali, verjetno najbolj znan biolog na svetu, napisal enkrat zdavne, da na Neotovo barko bi zagotovo vzel tudi človeško ribico med teh 10 živali. Je bilo to zanimanje javnosti tako veliko, da se nam je zgodil en fenomen. Katja se je odločila, da bo to novico dala najprej na znanstvene strani, ne kot novica za medije. In zanimivo je bilo še Baby Dragons, tako rečeš, kje pa zmaji še živijo. Ja, fino, potem so šli vsi brati te novice, da ugotovijo, da pa res tam v eni Sloveniji pa zmaji še živijo. In ko so bile to najbolj brane novice na znanstvenih straneh,
so se potem preselile tudi v srednji medij, ali z New York Timesa, ali z BBC-ja, in potem tam je bila pa seveda ta branost pa obaznost velika. In predvsem zato, ker smo mi delili tudi vse posnetke. Mi še danes vse te ribice snemamo. Mi imamo tak server teh posnetkov, da je zanimanje svetovne javnosti bilo tako veliko, da se je začel proučevati genom, ampak v Evropi ni bilo tako močnega računalnika in je potovala, ta material je potoval v bistvu na Kitajsko in so potem prinesli zapis tega genoma v Slovenijo nazaj. To je tako fenomenalno bitje, ona je večna mladenka. Morda ima ona v sebi v tem zapisu tudi skrivnost za večno mladost. Sam ne vem, če bom jaz to kdaj dočakal, da bom kaj tega lahko uporabil. Mogoče bodo zanamci pa bodo. Zdaj, ko vas poslušam o vsem tem, bo šla zdaj še bolj v to sedanjost. Lani ste imeli rekorden obisk, ampak ob tem, ko ste dejali, da takrat, koliko let je zdaj nazaj, odkar ste recimo 20 let. Pred 16 leti, pravite, ste sedeli z podjetniki iz Postojne, se pogovarjali, da boste takrat kupili Postojnsko jamo, oziroma takrat je bila Kras, kako ste že? Turizem Kras. Ko je bilo treba pokazati denar, ste ga pokazali samo vi. Ko ste se pogovarjali z občino, je občina najprej rekla, če sem jaz prav razumel, 51, oziroma vi ste rekli, da hočete biti 51, pa je potem občina rekla, da tudi za 49 nima dovolj denarja. Je tako? Ja, tako je. In zdaj ste na kakšnih procentih? Zdaj so oni 25 pa eno delnico. Delnico, tako ste rekli. In zdaj me zanima, kako iz tega vidika vidite razprave v sedanjosti, ki se pojavljajo, češ Batagel dobi preveč dobička, občina bi morala dobiti več dobička, država bi morala dobiti večjo koncesijo, Batagel bogati na račun Postojnske jame, vsi ostali smo pa prikrajšani. V Sloveniji imamo 14 000 jam. Se pravi, te jame moramo čuvati. Postojnska jama ima 200-letno tradicijo. 2018 smo 200 let praznovali. Ona je bila vedno namenjena turizmu. Ona je bila v preteklosti degradirana železnico, s sekanjem kapnikov. Kaj še reče, kaj pa govori sekanje kapnikov? Včasih se je podeljevala koncesija tudi za sekanje kapnikov. Še danes najde skladovnice v jami kapnikov, ki so bili pripravljeni, da bi jih enkrat ven odnesli in jih kot suvenirje razstavljali. Ko smo mi prišli tja, je pravzaprav ta družba bila tako zelo shirana. Ampak jama je ista, nikoli ne pozabimo. Jama se ni nič spremenila. Ona je bila takrat tako lepa kot danes. In ko smo mi ta ponos začeli dvigovati, smo tudi rekli, čisto vse, kar bomo zaslužili, vse bo šlo v razvoj. Jaz sem zaradi tega hodil po medijih, češ da nas plačujem dividend, ker bi pripadale te dividende občini, se 25% lastnica. Jaz sem pa rekel, nikoli nobene dividende, dokler jaz vseh projektov okrog Postojnske jame ne bom zaključil. Ko jih zaključim, takrat bomo tudi dividende talali. No in to se je zgodilo leta 2019. 2019 smo mi prvič v letu 2020, v času korone, marca ne bom pozabil, smo prvič izplačali dividendo. Ampak kako je prišlo do te dividende? Občina je rekla, Marjan, zdaj pa je prišel čas, dobro, sem rekel, res, zdaj pa je prišel čas. No, sem rekel, kaj bi vi radi povedali? Glejte, mi rabimo 2,5 milijona za Tržaško cesto. Sem rekel, fino, se znate računati, če vi hočete imeti 2,5 milijona, je to skupna dividenda 10 milijonov. Se pravi, 7,5 milijona bo moglo dobiti podjetje Batagel. To nas ne zanima, samo da mi dobimo 2,5 milijona. Fino. Sem rekel, in kako bo bilo naslednje leta? Vedno bomo najdli en projekt med 2,5 milijona pa 3 in to bojo dividende. Danes si en predstavlja v Sloveniji, da jaz te dividende nočem splačati, ker meni to ne paše, da te dividende splačujemo. Potem bodo govorili, da dividend ne splačujem. Ampak kako pa ne občina dobi denar, če ne splačamo dividend? Jaz jih ne morem kreditirati. In to je tisto, kar gre zdaj nekomu v zobe, ker ko postaneš ti prepoznaven, uspešen, ko projekti tečejo hitro, ko so vidni, ker če bi dal samo za
eno primerjavo, da bodo gledalci in poslušalci lažje razumeli. Včasih je bilo prihodkov iz naslova Postojnske jame, se pravi teh vstopnin, recimo okrog 90%. Zdaj je to samo še okrog 50%. Mi smo hotelirji, mi smo gostinci, mi imamo smučišče Cerkno, terme Cerkno, mi imamo butični hotel na Jezerskem, mi smo finančni vlagatelji. Ta družba je postala tako razvejana, da Bog ne dej, da kdo reče, da pri nas prodajamo karte. Mislim, prodaja kart je to iz nekih pozabljenih časov, tistih časov, ko so te karte prodajali zato, da so imeli ljudje koristi. Ampak ta korist se je imenovala tako, da se je lažje kradlo. Po domače povedano, da ne bom zdaj ovinkaril, o čem pravzaprav govorim. In ko ta red postaviš, ko ti v bistvu vsa ta denar vlagaš nazaj, potem je to narobe. In če kdo reče, da je to veliko, pa da si bogat, jaz bi rekel, kako sem bil pa bogat takrat, ko sem šel učiti v šolo. Nič avta nisem imel. Pa če sem bil vedno zadovoljen sam s sabo, ko sem si prvi bicikl kupil, rekel sem, da si bil nočni receptor, da sem šparal za ta avto, da sem si ga lahko kupil. In potem, kad ti hodaš po stopnicah, ljudje te poti ne opažajo. Oni hočejo zdaj videti samo to zadnjo stopnjo, tam, kjer si v življenju nekaj naredil. Omesta pa tako noben ne vidi tvojega truda, tvoje predanosti. Konec koncev, jaz danes lahko ne bi več delal. Ampak dokler se tako dobro počutim med temi mojimi ljudmi, jaz bom vedno delal in dokler mi oni zaupajo, da to, kar delam prav, mi včasih čisto vseeno, kaj te zlobni in vedno eni in isti jeziki to pogrevajo. Namesto, da bi bili ponosni, konec koncev cena Postojnske jame sodi na globalnem nivoju v višji srednji cenovni razred. Sploh ne v najvišji, ampak govorimo mi o svetovni znamenitosti. Poleg tega je tukaj še Predjamski grad. 2 svetovni znamenitosti na enem mestu, a Predjamski grad, ko smo mi prišli, je imel mogoče 80,000 obiskovalcev. Zdaj pa okrog 400. Ali pa še en primer bom dal, Vivari, ta naš podzemni živalski vrt, ki smo ga poimenovali. Sem rekel, zakaj pa pri 470,000 imate samo 20,000 obiska v Vivarju? Sem rekel, to ni logično. So rekli, direktor, vi ne veste vsega. Sem rekel, se zato sprašujem, da mi poveste, no kaj ne vem. Ljudje pridijo gledati Postojnsko jamo, koga briga tisti Vivari. Sem rekel, ste vi tem gostom povedali, da imamo mi tudi Vivari? Če jih ne briga. Sem rekel, ste prepričani, da jih ne briga. Takrat je naš marketing začel to delati, in ta Vivar ima zdaj 250,000 obiskovalcev. Takrat jih je imel pa 20. Če to kdo zavida, ali pa če zavida muzej Krasa, ki smo ga naredili, ki ima okrog 150,000 obiskovalcev iz nič, muzej, ki ga sploh nismo imeli v Postojnski jami, pa smo ga naredili. Če je gostinstvo problem, če je hotelirstvo, potem morate vedeti, da je ta zavist v Sloveniji res zelo velika. Ampak če vas jaz zdaj prav razumem, od države je samo jama. Vse okrog je v lasti vaše družbe. Se to večina javnosti meša. Mi smo postali zdaj tudi ujetnik besede Postojnska jama, ker se vse imenuje Postojnska jama. Postojnska jama je lastnik tudi Jezerskega. In predmet koncesije je izključno samo jama. Nič drugega. Jamski dvorec, hoteli, del promenade, trgovine, parkirišča. To smo mi kupovali od Istrabenza. To premoženje. Jame nikoli ne moreš kupiti. Mi za jamo plačujemo 3-milijonsko koncesnino. Doskrat primerjajo Škocjanske jame pa Postojnsko jamo. Škocjanske jame ne plačujejo koncesnino, zato ker so javni zavod. Mi pa jo. V tem je že prva velika razlika. Vsaka vstopnica, ko mi prodamo, ima tudi davek. Od davkov živi država. Več davkov, ko ima, boljše bomo imeli vse. To se včasih pozablja. 450 zaposlenih je v sezoni pri Postojnski jami. In to dobro plačanih ljudi. Ampak preden greva še na ostale vaše dejavnosti, me še nekaj zanima.
okrog tega dobička, denarja, dividendne. Vi ste bili znani potem, ne, da si leta niste izplačevali dobička iz vašega podjetja, ampak ste vse vlagali v razvoj. Zakaj ste se potem v enem momentu, mislim, da leta 2023, odločili, da si izplačate pretekle dobičke? Zakaj? Zakaj je prišel do tega preloma? To je eno najboljših vprašanj, ko ima človek 3 minute časa, da odgovori. Jaz verjetno še do danes si ne bi splačal niti €1 dobička, ker zame so moje firme vedno vse. Ampak ko nekdo sprejme zakonodajo in retroaktivno posega v mojo pravico, moja pravica je bila pa zapisana v zakonu in pravica vseh podjetnikov, da po 15 letih se je dobiček neobdavčen, če si ga izplačaš. In ko so spremenili zakonodajo in bi hoteli ta dobiček obdavčiti, za katerega smo, ta kapital, za katerega smo plačali že vse davke v tej državi, takrat sem jaz in še marsikdo rekel, ne, temu pa ne bo tako. Mi smo takrat naredili samo to, kar je bilo po zakonu dovoljeno. Naslednje leto to ni bilo več. In če povem, da me je v bistvu srce bolelo, da sem mogel iti to delati, zato ker kaj se pa pravzaprav zgodilo? Batagel je družba v lasti mene pa žene. Edina lastnika sva. In ta denar se je samo prestavil iz Batagela na osebni račun mene pa žene. A je bilo to potreba narediti? S tem je bil ustavljen razvoj. S tem se je ustavilo ogromno razvoja, podjetniškega razvoja v Sloveniji. To vsi pozabljamo. Da če tega ukrepa ne bi bilo sprejetega, potem bi verjetno mi ostali lastniki tako, kot smo, ker smo rekli, ok, vse to smo mi zdaj oddelali, nismo si splačevali, potem pa smo to naredili. In zakaj gre zdaj to ljudem v zobe, če smo samo svojo pravico takrat uveljavili? Če tega ne bi bilo, pri meni bi bilo življenje lih tako. In tudi, verjemite mi, moje življenje se zaradi tega ni spremenilo. Ni nobene jahte? Kako ni nobene jahte? Imel sem en čovn, pa še s tistem je bilo toliko dela, da je boljše tja plavati, ko se s tistem čovnom ukvarjati. Ja. To sem vas vprašal tudi v luči enega preloma, ki ga bo naredila zdaj nekaj časa nazaj, je bila, se zdi, da je jedro spora, ne, med sedanjo vlado in podjetniki, ne, ki opozarjajo, da je nujna razbremenitev dela. Odmevno je bilo opozorilo prvega moža NLB-ja Blaža Brodnjaka, ki je vodilne politike opozoril, ne, da v gospodarstvu vre in da se lahko zgodi, da bo marsikatero podjetje se preselilo na Hrvaško. In Brodnjak je strani vladajočih dobil očitek, naj raje pogleda milijonsko svojo plačo, ki jo zasluži. Minister Mesec mu je očital, da delavci v 60 letih ne zaslužijo takšne plače. In me zdaj zanima, kako vi vidite to debato, kako vidite ta odziv ministra Mesca na to razpravo, ki je ves čas v zraku, ne? Finančni minister Boštjančič je dejal, ne, naj se menedžerji oziroma podjetniki kdaj tudi pogledajo ogledala. To je populizem. To skoraj škoda komentirati, ker jaz vse to prebiram. Moram reči, da dosti stoično tudi prenašam take žaljive izjave. Ampak nekaj mi pa ne gre. A pravzaprav ta leva vlada si želi, da bi v Sloveniji imeli sama slaba podjetja, sama nedobičkonosna podjetja, sama podjetja, ki bi bila tik pred stečajem, da ja ne bo nihče izstopil. A je to sporočilo, ko oni tako prezirljivo gledajo na uspeh, na kapital, na dobiček? Ja, jaz bi popolnoma drugače delal. Jaz, če bi imel to moč, če bi se mi dalo to sploh delati, ker politike se mi ne da delati, bi upozoril samo na eno stvar. Če bi v razmišljanju težili, da bi bil v Sloveniji čim večji davčni zajem, tega pa dobiš takrat, kadar je poslovno okolje prijetno. Ne takrat, kadar ti nekdo odhaja. Ko nekdo odide, odidejo tudi davki ven iz Slovenije. Jaz bi raje zgradil to poslovno okolje prijetno, da bi firme prihajale v Slovenijo, ne pa da te velike družbe selijo svoje, že podružnice v Zagreb, ne vem, v Beograd, kamorkoli. Vse v Ljubljani nimamo popolnoma nič več. In ko očitajo nekomu, da ima visoko bruto plačo, in če omenimo ta konkreten primer okrog Brodnjaka, ali pa tudi mojega, tudi jaz v najvišjem dohodninskem razredu, zakaj takrat ne povedo, da od 1,1 milijon
pride 420 tisoč neto. Ja, kje pa jih je teh 550 tisoč? A niso šle te na državo? Ko je moja hčera, sem jo prepričeval, da z Londona pride k meni delati. In je rekla, foter, kakšno plačo bom imela? Ma se ne gleda, da ti bom tako, kot v Londonu, sigurno nekaj, to je Slovenija. No in potem mi dva prideva do tega, da prav, pa moram konkretne številke govoriti, da boste lažje razumeli, je rekla, jaz vam tukaj 130 bruto. Fino sem rekel, koliko je pa to neto? Pravi 95. Sem rekel, fino, pri nas boš od 130 bruto dobila tam manj kot 60. Je rekla, kam pa jih je šlo 30? Kako odgovoriti na komu, kam pa je šlo 130? Sem rekel, za državo, za davke, za to. Je rekla, ampak ta država je draga. Jaz sem rekel, ne vem, če je draga. Ja pravi, zakaj pa potem ti hode zmernih doktorjev kot samoplačnik, če je to za zdravstvo, pa za šolstvo, pa za vse, zakaj pa to? Kako na komu razložiti in ko mi mlade na ta način zgubljamo? To mene prizadane. Ko oni nimajo več želje tukaj reči, ampak te davke so previsoki. To, zakaj sem rekel prej, da je to populizem? A se kdo zaveda, v kakšni stiski so bila podjetja decembra? Veliko podjetij, ki so mogli izplačevati zimski regres. Mi ga tako splačujemo že ne vem koliko časa in uspešnosti so vse. Ampak tisti, ki nima, tisti so se zadolževali. Veliko primerov poznam, pa se rekel, zakaj se pa zdaj zadolžuješ? Ali so pa prodajali terjatve? Je rekel, zato, ker me je sram povedati delavcem, da nimamo za zimski regres. Še te, ki jih imam, a ne še te zgubim. Zapravi, zakaj tukaj družbe nagradimo, da tisti, ki lahko da, ne da, tisti, ki ne more, ga pa to ne smemo siliti. Zato je v bistvu ta razprava zadnje čase, v bistvu te besede gospoda Brodnjaka so samo vrh ledene gore razmišljanja gospodarstva in podjetništva. Ne nikar nekdo ne misli, da so to samo njegove besede. Te besede, to razmišljanje imamo vsi mi v glavi. Ampak eni bomo ostali tukaj v Sloveniji, tisti pa, ki ne bodo hoteli, pa vem, da bodo šli ven. Zato, ker danes preseliti podjetje je sila enostavno. Zakaj pa boste vi? Dejali ste, eni bodo šli, jaz bom ostal. Zakaj boste vi ostali kljub temu? Zato, ker jaz sem en lokal patriot in pa če sem že vse to preživel, bom pa še to, da bom tukaj ostal v Sloveniji. Še tudi vse to prej, ko smo govorili. Jaz imam praktično čisto vse naložbe v Sloveniji. Praktično vse. Zakaj vse v Sloveniji? Recimo, vem, da imate, ko sem se pripravljal, ste solastnik hotela na Hrvaškem, recimo, zakaj potem ne vlagate še več v Hrvaško, pa pravite, da raje v Slovenijo? Zakaj? Še tizga sem prodal. A tudi to ste prodali? Še tizga sem prodal, zato ker ne maram biti lastnik, ker v bistvu to je, morda tisti, ki ne vedo, po izobrazbi sem tudi etnolog. Etnolog zelo pozna narod, dušo, kulturo, običaje. In jaz imam pač samo to Slovenijo, jaz druge države niti ne želim imeti. In kakorkoli sem včasih nezadovoljen, vem, da bom lih tukaj končal in dokler sem tukaj, bom dajal ta zgled, da se splača tukaj boriti, razlagati politikom, komorkoli, da dajmo za Boga miloga narediti to gospodarsko, podjetniško okolje prijetno. To ni nič slabega, jaz imam čisto vest, zato vsakomu lahko povem, da so nekateri ukrepi enostavno nesorazmerni. Nesorazmerni, da gradimo dobro družbo. Ti ne moreš dobro družbo graditi na dolgu. Ampak če se mi prekomerno zaradi tega zadolžujemo, če fiskalni svet opozarja, da so to že nevzdržne finance, potem to zame ful resno opozorilo. To je kot podjetje, če ga boš ti zadolževal, bo nekje prišel do tiste zgornje meje, ko so stvari lahko ne bodo več išle. To ni dobro. To ni dobro. In kaj boš ti takrat naredil? Ti boš takrat še bolj dvignil davke. Ampak, ko ti dvigneš davko, v bistvu siromašeš to družbo, se na koncu vse konča pri potrošniku. In zato je tukaj treba v nekem dialogu, brez sovraštva, razlagati stvari tako, kot jih mi vidimo podjetniki. Jaz vedno poslušam tudi politike, njihovo skrb razumem, ampak potem moramo mi najti najboljšo rešitev. Ne tisto, ko oni rečejo, tako bo pa pika. To ni noben pogovor,
To je pač nekaj ultimativno, nekdo je ultimat postavil in zdaj kaj če se jaz proti ultimatu boriti? Dogovor, pogovor pravite, kakšen pa je vaš odnos do zaposlenih? Recimo, koliko je povprečna plača v Postojnski jami? Kako vi gledate na svoje zaposlene? Delite ta svoj, če so prej govorila, dobiček? Ja, tako dobro, da delujemo v turizmu, v gostinstvu, hotelirstvu, pa kadrovskih težav zaenkrat nimamo. Morda zaradi tega, ker so plače resnično dobre, ker imamo maksimalni regres, ker v bistvu vsako leto ljudje, 30% njih napredujejo, ker popravljeno v bistvu te najnižje plače ali pa srednje plače, zato ker imamo poslovno uspešnost, ki jo kvantitativno sprašujemo že avgusta, ker takrat že vemo, kam nam gre sezona. In predstavljate si konec leta, ko delimo še poslovno uspešnost, kako so meni ukradli zimskim regresom poslovno uspešnost. Ker ko sem jaz spraševal moje ljudi, kdo vam je dal zimski regres? Kaj mislite, kaj so mi odgovorili? To je bilo zelo zanimivo. Večina je rekla, saj smo ga sami zaslužili. In to sem jaz pri njih hotel pridati v načinu razmišljanja, da vedo, da to, kar dobijo, so si vse sami zaslužili. Tudi maksimalni regres so si sami zaslužili. Dobro plačo si je sam zaslužil. Ker dober delovec, njega je treba gledati večplastno. Najprej mora lepo skrbeti za gosta, pol mora lepo skrbeti za sredstva, s katerimi upravlja. Varčen mora biti pri svojem delovanju. In če si tako povezan z ljudmi in če si jim zgled, potem veš, da se v tej firmi dobro počutiš. In jaz vsak dan hodim v to firmo z nekim veseljem, da bom tam koga videl, kako je lepo imeti zabavo, ki smo imeli. Zdaj nas je čez zimo nekje 210, ka praktično sem opazil, da 210 ljudi poznam skoraj po imenih. Ne čisto vse, ampak to je tisto, kar nas povezuje. In bolj, kar rečejo, ja, in ko bo vaša aura šla, kaj bo prišlo za vami? So rekel, moje hčere, kaj pa skrbite, ja, se jaz se nikamor ne odpravljam. To je tisto, kar gradiš 16 let. Na koncu rečejo, firma je druga familija, jaz imam samo eno familijo v firmi in firmo. Se pravi, samo eno familijo imam. Ampak vi ste zdaj naredili os, Postojnska jama, Cerkno in potem Jezersko. Tako, ja. Butičen hotel v resnici na Jezerskem. Dajte mi povedati, na vsake toliko časa završi v medijih, Postojnski jami ali pa recimo v Predgranskem gradu prihaja, znani igralci, serije se snemajo v Predgranskem gradu. Kdo je vse bil recimo? Kaj lahko izdate in kaj ne smete izdati? Ker to je zdaj čist drug nivo turizma, drugačni gosti in tako naprej. Ja, to, da boste razumeli, kaj pomeni protokol pri Postojnski jami, protokola, ki sem jaz prišel, sploh ni bilo. Zato, ker enostavno niti protokol Republike Slovenije ni vozil goste, zato, ker ni bilo to na nivoju, ni bilo neke kulture, te gostov ni nihče sprejel. Potem sva jaz pa Katja začela to delati in naša zlata knjiga, neprestano se nekdo upisuje vanga, od športnikov, predsednikov držav, politikov, Nobelovih nagrajencev, Sunite Williams. Potem so pa eni gosti zelo specifični. Ko jih dobimo v najavo in kadar se ne razkrije njihovo ime, praktično do 2 dni do prihoda, takrat veš, da gre za eno zelo pomembno osebo. Te osebe pa delimo na 2 načina. Nekateri so tisti, ki, ko podpišemo izjavo, jih ne bomo nikoli razkrivali. Ali so bili v hotelu, ali v jami kot VIP gosti. Drugi so pa taki, ki so pa zelo posebni, v katerih pa lahko spregovorim, je pa recimo Boris Johnson, ki je bil na Vili Planinki. On je prišel lepo na Vilo Planinko, ne smemo pozabiti, on je bil takrat še premijer. Je bil še premijer in pa, ne pozabimo, začela se je že vojna v Ukrajini. Tako je. In varnostno tveganje je bilo takrat tako veliko, da mene edino, kar se spomnim, me je glava skozi bolela. Bolela pa v tem smislu, da je bilo, one 2 sta bila, Kerry, njegova žena še,
in pa 16 varnostnikov, za katere smo mi vedeli, pa še vsi ostali, ki so bili ne vem kje okrog in okrog. In oni so nam takrat rekli samo eno stvar, ker sem si jo zapomnil in ne bi smel nikoli pozabiti. Če samo zavohajo, da bodo mediji prehajali na Vilo Planinko, bodo spakirali v 1 uri in odšli na eno drugo lokacijo. No, fino. Zdaj, kako ne se mi obranamo pred mediji, na kako nam je uspelo z razlago, da pač želijo oni imeti neko intimo, ampak ta intima je bila pa res zelo čudna. Čudna v tem smislu, da smo vprašali, da kje pa bo imel mizo v restauraciji, pa ob kateri uri pride. Ja, on je rekel, da se bo usedel za tisto mizo, ki bo prosta. Ja, fino, hotel pa poln, gostom smo jih res prosili, da ne naslikajo, pa to vsi so spoštovali, prav, ampak on je prišel z zadnje mizo, so ponavadi najslabše, on se je tam enostavno usedel. No, potem je ta zgodba pri njemu bila zanimiva tudi to, mi smo pomagali program pripravljati pa vse, skupaj iskati, no in da bodo šli oni en dan na Bled. Fino Bled, ja, sred sezone in pridejo že po 3 urah nazaj v Madona. Kaj pa je bilo? No, če je bilo preveč ljudi. Ja, ma ste se kopali? Ja, smo se. In potem so vsi mislili, da so se kopali v bistvu do Blejska jezero, pa se sploh niso, so šli v Bohinj, se not vršti v vodo in nazaj. In potem on nas vpraša, ma kaj pa ćemo zdaj narediti tle, ker to gostov, kam bi pa jutri šli? Pa smo rekli, pa pridite k nam v Postojnsko jamo. Pa kaj pa vas veliko gostov? Ma, smo rekli, jutri jih bo tam mene 6000, 6500, ojoj. Ja, ma smo rekli, mi bomo tako naredili, da ne boste vi niti enega videli. Potem varnost je vedela, kaj govorimo, no in smo ga mi pripeljali v Postojno, šel skozi hotel, fino, potem skozi tajne prostore, zadej, bil je med 2 obiskoma in on dejansko res ni videl praktično nobenega gosta. In bolj ga jaz pospremil ven, spet od zadej za hotelom, pa rekel, kaj niste vi včeraj rekli, da je tle pri vas 6000 gostov? Jaz sem rekel, seveda, da sem rekel, ja, kje pa so te gosti? Pa sem rekel, stopite z mano, greva zdaj na teraso, pa bi bom pokazal spodaj na promenadi. On gre lepo na rob terase, tako se nasloni, joj, koliko gostov. In potem seveda ljudje so ga takoj prepoznali, on jim začne mahati, on se je čist pozabil tam, lepo pozdravljal vse goste, meni je bilo narotno, kaj bo pa zdaj z tega, v redu, ampak smo ga spravili stran. Tako da oni se zelo hitro spozabijo. Po eni strani rečejo, da hoče imeti absoluten mir, potem pa sam, da je videl ljudje, da so ga prepoznali, pa je bilo vse narobe. Tako da od teh obiskov je tako zelo zanimivo, ampak tako stresno. Moram pa reči, da najlepši obisk je bil pa obisk princa in princese Japonske. To je bilo pa na tako visokem nivoju, da on je biolog, on je vse hotel vedeti o naših živalih, o jamah, ljudno. Je potem tam, ko vidiš, takrat smo imeli še veliko japonskih gostov, ko so ga oni prepoznali, on je šel pa čisto v množico, razen da smo mu naredili špalir, ko so ga te ljudje videli tako blizu, jaz ne bom rekel, ampak nekateri so dobesedno omedlevali. Ker biti tako blizu teh ljudi, tudi ko sem jaz z njimi na protokolu, to je v bistvu čas, obenem pa odgovornost in predstavljate si, kako je lep tisti trenutek, ko avtomobili protokola zapustijo Postojnsko jamo in je vse v redu. To je nekaj najlepšega. Ampak recimo, kako ljudje takega kova najdejo Vilo Planinko? To je pa tako. Ker jezersko je bilo že prej, ta zgradba je bila že prej, vse je bilo že prej. Postojnska jama je že prej, ampak to so pa agencije zadaj. O tebi se širi dober glas ali pa slab. Diskretnost, ki jo moramo mi zagotavljati, je čisto nediskutabilna. Ti enostavno moraš to diskretnost čuvati, zato jaz nikoli ne bom razkril niti enega imena, za katerega vem, da ne smem, za tiste, kar lahko govorim, ali pa tisto, kar je bilo javno objavljeno.
In to oni vedo, da bomo čisto vse naredili, tudi v hotelu, da bomo goste pripravili, poslušajte, zdaj ne boste slikali, hitro boste prepoznali ljudi, ampak to ne dela. To niso tukaj tako kot vi gosti, motli jih boste in praviloma vam moram povedati, se tega vsi gostje tudi držijo. In ko ta dober glas gre, Johnson se je pustil tudi slikati s celim personalom. To je bilo nekaj najlepšega. Prav je rekel, pa še eno sliko naredili, drugi pa niso taki. Zelo so zadržani, oni pridejo v ta mir na naše energetske točke, na to odlično kulinariko in v tej mi tudi čuvamo. Ta hotel je tudi poseben v temu, da pravzaprav zunanji gostje k nam niti ne prihajajo, če niso najavljeni. Tako da ti se res tam nekako umiriš, si sam, mi potem tudi programe in pripravamo in ta dober glas gre hitro po svetu. Je pa treba povedati za Vilo Planinko še nekaj. Mi smo bili prvi v 2 verigah, ko ni bilo še niti en hotel sprejet v njih. In to so Small Luxury hotel in pa Mr. and Mrs. Smith. Oni so zbrali Vilo Planinko kot prvo destinacijo v Sloveniji. Zdaj jih je še nekaj, ampak bili smo pa prvi. In ko te agencije priporočajo naprej, potem priporočajo verjetno iz tega, kar so oni že vse prebrali. Zanimivo pa je, da mi nismo hoteli iti v Releša to. Oni so nas prosili, če bi stopili. Zakaj ne? Zato, ker so nam postavljali pravila. Tak prtiček moraš imeti, to moraš imeti, ja pa ne. Mi smo si drugače zamislili. Ne bomo mi zdaj tisto kranclali po mizah, če smo pa rekli, da bomo v tem hotelu trajnostni. In mi to trajno živimo in smo rekli, tega se ne gremo. In nam ni žal. Ni nam žal. Prav kakšnega gosta smo zgubili, zrele še to, ampak pravil od drugih mi v Vili Planinki ne sprejemamo, da imamo samo svoje pravila. Pravite, da pravil od drugih ne sprejemate. Zdaj me zanima, kakšna je in da vlagate samo v Slovenijo. Ja. Kako si zdaj predstavljate še zdaj naprej vizijo razvoja, kam boste še vse vlagali v naslednjih letih? Ker nikoli se ne ve, kaj bo s to koncesijo in tako naprej. Enkrat se izteče, lahko pride kdo drug, odvisno je, kako se bo vlada takratna oziroma druga odločala. Kako vi vidite razvoj vašega podjetja? Stavite vse na to še, da boste to koncesijo dobili še naprej, ali gledate tudi okrog in se postavljate drugače? Kam recimo zadnji projekt, če se ne motim, je v Portorožu nek nepremičninski projekt, v katerega ste šli, potem ko ste se v bistvu, ampak kot soinvestitor, potem ko ste v bistvu to zaprli. V kaj mislite vlagati? To je zelo težko vprašanje, ampak moram imeti odgovor. Jaz že nekaj let razmišljam pravzaprav zelo naprej. Recimo 10 let, kje hočemo biti čez 10 let, kje hočemo biti kot družba. Ali se hočemo res pozicionirati izključno kot turistična družba, ali bomo potem finančni vlagatelji v nepremičninske projekte, ali bomo čisti finančni vlagatelji. Na koncu sem ugotovil, nekako sklenil, da bo najboljše, če bojo naše dejavnosti zelo diverzificirane, tako kot so naložbe. Nikoli nastavi na enega konja, pedi na več, enkrat so nepremičnine dobre, enkrat so delnice, enkrat je turizem in mi to diversifikacijo že delamo. Zato je tudi ta Valeta, ta projekt v Portorožu, mislim, da je največjih na obali. Zdaj sploh ne spomnim, če je bil kakšen večji kot tega, ki ga bomo mi zdaj v 5 letih zaključili. Ogledujemo si še druge velike. Ampak da vas samo pojasniti ljudem, ki ne vedo, kaj je ta projekt Valeta. Projekt Valeta je pač tisti, ki gre v Portorož, pride na tisto zgornje krožišče in ob tem krožišču bo zrastel en velik stanovanjsko poslovni objekt, ki se bo pač izlil z naravo, ker bo v hrib narejeno, na vrhu bo imel restauracijo in obenem boš pa ti lahko v Portorož prišel tudi skozi garažno hišo, skozi ta objekt. To pomeni, da se bo bistveno razbremenil promet v Portorožu, obenem pa tudi veseli, da so začeli razmišljati v smeri, da bi zaprli za promet del Portoroža, da bi končno dobili Slovenci eno malo bolj mondeni del morja, ne pa to, da gre z Kempinskega čez cesto na plažo. Tako da tukaj se mi zdi zelo pomemben premik, sem pa izjemno kritičen. Jaz bi se razvijal zagotovo 3-krat hitreje, če ne bi imeli popolnoma nore zakonodaje v Sloveniji. Jaz, če si danes nekaj zamislim
In zamislil sem si, da bom pripeljal Six Senses v Slovenijo, ki je ena najbolj uglednih, trajnostnih turističnih družb, ampak ga enostavno ne bom. Zato, ker jaz prostorsko zakonodajo, tako zakomplicirano kot je, enostavno ne morem več spremljati. Kako je mogoče, da hotel Cerkno, ki stoji in rabimo za prenovo gradbeno dovoljenje, tega gradbenega dovoljenja z 1001 soglasja ne dobimo že 1 leto. Pa ta hotel bi že stal, mi bi leto že imeli smučarje noter. Tako pa lovimo zdaj naslednjo sezono. Ali pa tukaj se premalo v Sloveniji govori o tem, koliko je v bistvu tudi koruptivno ozadje teh soglasij. Ko meni govorijo, ja, točno, pravilno ste slišali, da ta soglasja se nekje izdajo hitro, nekje pa počasi. In ker mi pač znamo samo delati tako, kot delamo, je pri nas očitno to zelo počasi. In vedno tam nekaj čakamo, nekaj dopolnjujejo, eni pa dobijo zelo hitro. In ko začneš malo brskati po temu, ko ti kdo tudi pove konkretne primere, lahko samo rečeš, tega se pa jaz ne bom šel. Ampak to ni prav. Potem govorimo, da so stanovanja draga. Jaz vam povedal na najbolj plastičen način, da ta stanovanja ne morejo biti cenejša. Od začetka projekta, nakupa do gradbenega dovoljenja je lahko včasih tudi 3 leta. To je čas, ki ga mora investitor financirati. Ampak to je na koncu vse vgrajeno v ceno. Nikar ne nekdo namisli, da to financiranje ni vgrajeno v ceno. In potem, kako se bodo ta stanovanja cenila, če so pa postopki v bistvu od začetka, od začetne ideje do izgraditve tako dolge. Jaz sem zeleni biser začel z nepremičninami. Jaz sem gradbeno dovoljenje takrat dobil v mesecu pa pol. Jaz sem celoten projekt delal 2 leti. Pa to je danes nemogoče, če bi to isto območje po današnji zakonodaji delal. Jaz ne vem, če bi to končal v 5-6 letih. Za leto sem rekel, verjetno bo v 5-6 letih končano. Veste, koliko financiranja je tukaj vgrajenega do konca? In to je ta problem. Mi se moramo tudi vprašati, a hočemo biti kot družba proaktivni. Ampak mi nismo proaktivni. Mi smo postali čisto birokratska družba. Mi si predajamo papir z enega konca na drugi konc, pa še nekaj manjka, pa una dopolnitev. Jaz včasih nič več ne razumem. Mi smo zdaj ugotovili, da je en je ugotovil, da bi mi pri Postojnski jami mogli imeti veterinarja. Pa se rekel, zakaj pa? Ja, pa če piše, da morate imeti veterinarja, ker imate človeške ribice, pa imate vivarije, ta podzemni živalski vrh. Jaz sem rekel, kaj pa ta veterinar delo? Se pojma nima. To je sam naši biologi, kako s temi živalmi delati, kaj bo pa on delal? Ja, med ga pa vseeno morate. Zdaj ne meni pove, a smo mi res čisto nori, ko še enkrat da beremo nekaj, kar je nekdo napisal pred 20 leti, da mora biti veterinar. Jaz tega enostavno ne razumem. A pa ga moramo meč, ne kršamo zakon. V našem primeru je še en tak hec na norost. Droni danes vemo, da so tako natančni, da bolj natančno ne more biti nič, kot oni, če hočejo nekam pridati. Ampak v zakonu o jamah piše, da leteči predmeti v jami niso dovoljeni. In zdaj zato, ker piše tam, da leteči predmeti niso dovoljeni, to je bilo pa spisano pred 20 leti, ko so enkrat napihali balon v koncertni dvorani, kar je absolutno nesprejemljivo, je prišel ta leteči predmet noter. In jaz ne moram zdaj nobenemu dokazati, da če hočemo jamo čistiti, čistimo jo pa 2-krat na leto zelo intenzivno, bi to najlažje počeli z droni, ker so varni, nikamor se ne bodo zabili, ampak ne, piše, da leteči predmeti niso dovoljeni. In komu to povedati, da piše, in so rekli, tako piše. Jaz pa pravim, da je to še zmeraj neumnost. Ampak ker tako piše, mi ne moramo tega delati. In takih primerov je neskončno. In jaz bi pravzaprav, ker ste me vprašali, zakaj tukaj vlagam. Zato, ker bi rad to spremenil. Ker bi rad povedal, da kar je pač neumno, povemo vsi, da je neumno in dajmo hitro spremeniti. Te pa, če bomo vsi pobegnili ven, če bodo v bistvu ljudje imeli občutek, da rešitev je, da nekam gredo, ja kaj pa bo potem te Slovenije ostalo? A bomo postali tako postarana družba, da na koncu bomo sam še starci tukaj živeli, vsa mladina bo šla pa ven? Kdo bo dajal tukaj zgled ali pa željo za nek uspeh? Kdo bo razlagal, da se da tudi tukaj uspeti?
nas, ki bi nas ne vem kam radi porinili, ker se bi mogli zdaj kaj že sramovati tega, kar smo naredili. Povejte mi, vprašanje publike. Kakšen je bil občutek, ko ste v vašem hotelu našli skrivne rove iz časa vojne? Ste bili zraven, ko se je to odpiralo, potem, če se ne motim, ste uredili tudi sobo. Kaj je bilo to? Glejte, to je spet ena polpretekla zgodovina, ki slišal sem od tega, da sem se jaz to zmislil. Ne vem, kaj nisem še od tega slišal. Zgodba je pa pravzaprav sila enostavna. Ko smo prenavljali hotel Jama, sem šel jaz na tisti končni ogled in sem videl tam ena vrata, da niso zamenjena. Zanima, zakaj pa kako so vse vrata zamenjali, tistih pa niso? Pa so rekli, nimamo ključa. Jaz sem rekel, kdo pa ima ključ v našem hotelu? Telekom. Pa sem rekel, probal pa pete na Telekom, pa da gremo mi pogledati, kaj tam je, zakaj ima Telekom ta ključ. In pol mi je povedal, ne vem, čez toliko časa, Telekom pravi, da nima ključa. Ok, sem rekel, taka ključavnica, bila debela, tako dolga. Prav sem rekel, dajte tam odrezati to ključavnico, da vidimo, kaj je zdaj to čudo tle. Ker mi smo mislili, da je to en čist mečken prostor. Mi odpremo in res, ko se je odprl prvi prostor, ni bilo nič. Pa zdaj pa, kaj so tam še ena vrata, ja, ne vemo, poglejmo. In smo pogledali v temo, ker čist nič ne vidiš. Ali pete po eno luč. In potem smo mi odkrili te tajne prostore, da bi pač center za obveščanje, center za prisluškovanje, ne vem, kaj še je bilo. Seveda mi po uradni dolžnosti smo morali obvestiti, da smo to našli. Potem je policija najprej to plombirala, potem je prišla komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Vsi so se začeli nasmihati, ker res so našli tam relikte. Potem je Arhiv Slovenija povedal, da je to vse, kar je bilo pisnih materialov njihovi. Mi smo sprosili, če bi nam dovolili virne kopije narediti, no to so nam. In tej tajni prostori so ostali točno taki, kot so. In zdaj si jih turisti lahko gledajo. Ja, ampak veste, kaj je zanimivo? Slovenci si jih sploh nočejo ogledovati. Ne? Ne. Imajo slabo vest? Očitno, ja. Pa vse hotel Jama. Ampak kaj so prisluškovali komu, kaj? Gostom v hotelu? Oh ne, to je bil zelo pomemben prisluškovalni center. Tukaj je bil rdeč telefon z direktno linijo za Beograd. To, da so gostom prisluškovali, je bilo še najmanj, se je bila tako vsaka soba ozvočena. In konferenco vojaško, ki so jo imeli, so jih imeli zelo radi v hotelu Jama. Tukaj je bil absolutna kontrola nad vsem. Se je pa tukaj zelo prepletala civilna in vojaška sfera. Ker nad Postojnsko jamo so bile kasarne, v Postojni je bilo včasih skoraj 2000 vojakov. In civilna sfera je bila tista, ki je v bistvu lahko nadzirala tudi vse v hotelu. In nikoli ne bi vedel ali pa verjel, da se je to vse dogajalo, če ne bi prijateljica od moje mame, takrat, ko so bili prvi posnetki prišli v javnost, je rekla, jaz sem pa tam delala. Sem rekel, da smem njenega imena povedati, sem rekel, pa vi meni povedali to zgodbo. Je rekla, tebi jo bom povedala, ampak nikoli me ne smeš izdati. Pa sem rekel, zakaj pa ne? Je rekla, to so vojaške skrivnosti. Pa sem rekel, pa se, gospa, se živimo v Sloveniji. To je bilo takrat. Ne, je rekla, to je še zdaj. Te ljudje tako močen strah čutajo in v Postojni, jaz sem šele s tem razumel, zakaj govorijo, da so v hotel Jama šli ljudje in nikoli iz njega izstopili. In iz njega izstopili ljudje, ki niso vanjega nikoli vstopili. Zato, ker na 3 načine znam jaz danes prideti ven. To prideš lahko na 3 načine. To je bilo, ko sem najdel projektanta, ko je on razložil, ko je risal ta hotel, je tam napisal zaklonišče. Mi smo do teh načrtov prišli, ampak piše zaklonišče. Je pa vhod. Tako je, pa ni bilo nikoli zaklonišče. On je edini, ki se je upal pred kamero in vse to je potrdil. To je tudi posneto, to je tudi povedano. Ja. Tujce pa pravite, ta soba zelo zanima. To so 4 sobe, to je zaporedje sob. To je bil center za obveščanje, pač ti si imel tam za tiste čase tudi najsodobnejšo opremo.
v bistvu prisluškovati. Nam je bilo samo čudno, ker smo hotel prenavljali, en tak šop kablov je šel nekam v steno. Ok, pa nismo si upali porezati, ker nismo vedeli, kaj je. Potem je šla cevi za centralno, so šli spet v steno, ampak kaj, pa ne gre v steno, se ne vemo, kam gre. Ampak vse to je šlo v tiste prostore, to smo šele potem videli. In to so bili dejansko, niso bili več živi kaplji, zdaj, ko smo mi prišli. Ampak to je bilo to in to je ta polpretekla zgodovina, ki se je pač dogajala. Moram povedati, da tukaj je bil tudi center za obveščanje. Pa mi smo bili, Primorci smo vedno bili zahodna meja in na te Postojnska vrata so strateško najpomembnejša točka pravzaprav bile Jugoslavije, tudi zdaj Slovenije, mi sicer pozabljamo, da je to najnižji prehod na Jadransko morje, nikjer je nižji s temi 600 metri. In to se tam pri nas vse dogajalo. Potem mi pa nekdo reče, da sem se jaz to zmislil. Ja, okej. Ampak zakaj smo pa najdli še tako lepe flaše od Dejta, pa časopisi noter, kaj sem še to prinesel noter. Ja, vse to je bilo še tam. Vse je bilo noter. Tudi fotelje. Tako je zelo komod, pa pepelniki s cigareti. Sej en od politikov je rekel, ko so to gledali, tle se jim je pa zelo modilo, so pa hitro pospravili. Najbolj zanimivo je bil pa še en moment, ki ga nisem dostikrat delil z javnostjo. Ko smo mi to spravili ven, RTV je prvi snemal to, smo našli mi na YouTubeu posnetek od tega. Mi smo bili takrat tako naumni, da ga nismo posneli. Ko se je razvedlo, zato je ta posnetek zginil, se pravi, nekdo je še hodil v te prostore. Ampak Telekom je na koncu rekel, da nima nič s tem, ampak prav, če nima. En je pač imel nekoč. Dobro, del naše zgodovine, s katerim se bo treba soočiti. Kaj pa bi svetovali mladim, ki danes v Sloveniji vstopajo v podjetništvo? To, kar sem jim že dostikrat. Oni sam morajo to z nekim pogumom, pa z neko strastjo, pa vero, da se to da. To te nikoli ne sme. Meni, če vse danes poberete, vse tisto, kar mi vsi zavidajo, jaz bom jutri še zmeren podjetnik. Bom pa začel nekaj drugega delati. Predvsem pa je pomembno, ko mladi razmišljajo, oni mislijo, da vedo, kaj hočejo. Jaz pa čisto vsakmu povem, da on ne ve, kaj hoče. On za začetek ne ogromno stvari dela, potem ga bo pa ena stvar povlekla za sabo. Kdo bi si pa mislil, da bi jaz, glede na mojo temeljno izobrazbo, končal ali pa delal to, kar delam. Zame so vsi mislili, da sem ekonomist ali pravnik, ne vem, da sem tukaj vse te številke tako posvojil, pa pravzaprav nič od tega nisem. Ampak toliko časa sem iskal, izsesalniki so prišli iz nekega slučaja in patent je prišel iz nekega razmišljanja o naravi. In če ti brskaš, stikaš, nekaj delaš, potem se ti bo ta poslovna ideja rodila. Ampak idej imaš ti lahko veliko. Najlepše je rekel Tolstoj, lažje napisati 10 knjig filozofije kot eno načelo udejanjati. In to je podjetništvo. Ti moraš stvari udejanjati. Ideja je prazna, če jo ti ne udejanjaš, če jo ti ne materializiraš, če jo ti ne prikažeš nekomu v tistem, kar si mislil, da boš to z idejo naredil. In to je večno iskanje. Mi v turizmu smo ravno tako inovatorji. Mi stalno iščemo, kako bomo nekaj še boljše naredili, kako bomo to dušo gosta poznali, da ga bomo zadovoljili. Tako da podjetnik enostavno se rodiš, če si radoveden. Vsak, ki je radoveden, je lahko podjetnik. Če te pa pač nič ne zanima, potem pa tudi podjetnik ne boš. Vas to mislijo zaključila. Hvala, da ste bil naš gost, da ste prišli. Nadaljevali pa bodo mladi akrobati Barbara in Urh, Bistro Bombina. Hvala. Lep pozdrav vsi skupaj. Najprej hvala za povabilo. Sem Urh Kapelar. Jaz sem Barbara. Sva ustanovitelja, lastnika, delavca Bistroja Bombina v Trbovljah. Jaz sem večinoma v kuhinji, Barbara skrbi dejansko za vse ostalo in je kar odgovoren, da dejansko smo danes tudi tukaj, da smo še vedno tukaj. Najna pot je bila karierno zelo raznolika. Bila smo po svetu, tudi marsikje po Sloveniji.
Tako smo se tudi spoznala v službi. Zato lahko danes še zmeraj skupaj delava, ne? V bistvu. Tako odločila smo se, no, tudi ko smo bila v službi, smo se odločila, da bi rada sama tudi nekaj naredila, da rada gostima ljudi, da smo gostitelja in večkrat smo se odpravila v Trbovlje k mojim staršem. Ja. In smo rekla, da bi pa midva naredila nek tak lokal, gostinski obrat, v katerega bi rada sama šla. No. Tako. In tako smo, ampak tudi Urh je tak lokal patriot, ki je rekel, da pač bomo šli v Trbovlje živeti in smo tudi prišli in tudi zato smo tukaj naredili bistro. Tukaj tudi v bistvu nakup te hiše. Je bilo pa tako, da ta hiša je bila prej, vsi Zasavci verjetno tudi veste, Kozinotova in tukaj so prodajali kremšnite. In midva smo s to gospo Miro Kozina eno leto debatirala oziroma smo ji mogla tudi predstaviti poslovni načrt, da nama je sploh prodala hišo. Tako da smo v bistvu v tem enem letu tudi naredila vso raziskavo trga okrog in smo začrtala najin koncept in najin koncept je bistro. In potem smo mi to hišo kupili in smo se lotili renovacije in so hodili mimo ljudje in so ful sprašvali, ker smo dosti sama delala, kaj to bo. In ko smo povedala, da bo bistro, so bili vsi tako malo skeptični, bistro pa v Trbovljah ne bo, ne? To pa ne bo šlo. Ampak vseeno smo potem uresničila najino vizijo s pomočjo, tudi drugi so nam ful pomagali in smo odprla bistro. Bistro, ki se imenuje Bombina. Zdaj pa še povem, zakaj se imenuje Bombina. V bistvu, ko imela sva lokacijo, imela sva koncept, nisva imela pa imena. In ko smo razmišljala, kaj bi dala za ime, smo razmišljala o tem, da bi dala ime, ne vem, Urh ali pač Barbara ali pa ime otroka. In potem je prišla v bistvu ta ideja iz tega, ko je Urh delal v Londonu in ni znal šef izgovoriti, a sodelavci? Ja, v Google Translate so dali. Ker niso znali izgovoriti Urh. In so dali Urh v Google Translate. In je prevod Tovt, kar je krastača. Torej, Bombina je pa nižinski Urh. Nižinski Urh po latinski, ja. Tako da tudi žaba je nek zaščitni znak našega bistroja Bombina, ki nam je ustvaril Andraž Kršlin. Zdaj smo pa že v 3. letu. No. Gostinstvo se mi zdi nek tak organsk posel. Mi smo v tistem enem letu, ko smo mogla vse predstaviti, ko smo imela čas za razmislek, smo si zadala neke cilje, ampak to je vse poteka zelo organsko. Midva smo vsak dan v bistroju, vsak dan imamo direktni stik z gosti, če kaj ni v redu, se lahko takoj odzovemo, mislim, poslušamo nekako lokalno skupnost, ampak še kar nekako se drživa te najine poti, ker nikoli nismo hotela, jaz sem sicer zelo obadan, smo iz neka fine dining, iz nekega fine dininga prihajamo, ampak mi smo si želeli drugače sam neko kvalitetno ponudbo, ker se mi zdi, da v zdajšnjem času, da je ta ego šefovski veliko preveč stopil naprej, ampak in smo odvzeli užitek gostu, tako da mi si želimo, da k nam gost lahko pride enkrat tedensko, nekateri pridejo celo 2-krat dnevno. In zaradi tega Bombina nikoli dejansko ne bo ista. Mislim, da se bomo konstantno spreminjali, ker poslušamo naše goste, imamo najboljše goste. Naši gosti so
res zelo dobri in jih poslušamo in nikoli ne bomo isti. No. Tako da. Ja. Bistvo tega je, da so v bistvu ljudje, ki so prihajali mimo, ko smo urejali ta prostor in ko smo bili v bistvu prvo v stiku z njimi, ker jaz tudi nisem od tukaj, no, tako da niti nismo. In niso verjeli, no, da to dejansko lahko, ker je nekaj malo drugače, pa tako. Ampak mislim, da če ljudem daš nekaj, da imajo ljudje v bistvu željo po nečem novem, po nečem drugačnem, ampak moraš biti pa vztrajen, ker na začetku naju niso glih najbolj sprejeli, zdaj so mene tudi že sprejeli. Ja. Tako, če ne povem čisto. Sem jaz mislim, da zdaj smo že kar dobro integrirani v družbi in se mi zdi, da imajo nas ljudje radi, ne, smo malo drugačni. Ja, malo smo drugačni, nismo čisto običajni. Ampak vse v redu. No. Ja. Nismo mogli prinesti bombine sem, smo prinesla. Ja, tudi nimamo nekega izdelka, ko bi ga mogoče tukaj zraven postavila. Midva smo izdelek, ja. Smo pa nekaj spekali, ki si lahko tam v bistvu tudi probate. A smo še kaj pozabili? Ne vem, tu je, ja, mislim, da je to z mesa. Odprti smo od torka do sobota, torek, sreda od 10 do 16, potem pa četrtek, petek, sobota od 10 do 22 ura. Tako. Hvala.